spremljamo Jezusa pri njegovem javnem delovanju, pri njegovem oznanjevanju, odrešenja in še posebej povsod, kjer se srečuje z ljudmi, jih ozdravlja, jih osvobaja hudobnih duhov in kakorkoli dviguje iz različnih stisk, nikjer ne razčlenjuje njihove osebne zgodovine. Jezus ni psihoanalitik, temveč preprosto slehernega povabi, da prizna svojo šibkost, svojo grešnost in ga povabi v prihodnost, ne da bi razčlenjeval preteklost, temveč sprejeti jo mora, preprosto ob njej obžalovati, kar je napačno, ustvarjen pa je za kvišku, za prihodnost. In to pravi tudi apostol Pavel v pismu Kološanom, ki smo ga danes poslušali. Mislite na to, kar je zgoraj. Namreč v naših nečloveških odnosih, kjer torej rešujemo stvari mi sami, pravzaprav nimamo druge poti kot te, da razkopavamo po samem sebi. In bolj kot to delamo, bolj pravzaprav obupujemo, ker gradimo na sebi in na miljivosti našega bivanja. Zato to nikoli ne vodi v prihodnost. Jezus pa nas vabi, da naj mislimo na to, kar je zgoraj. Naj torej gradimo na njem in priznamo ter spoznamo, da življenja sami ne zmoremo, potem je zapisano v koncu, ko pa ga gradimo z njim, je zapisano večnost. In ta odnos do življenja ni le del našega popotovanja skozi ta svet, ko gremo skozi to življenje optimistično usmerjeno v jutrišnji dan, tja do zadnjega koraka, do naše smrti, potem pa je konec. To bi bilo pravzaprav klavrno življenje, da bi se torej trudili sredi tega sveta za to, da se bomo enkrat zrušili in padli v zemljo tega sveta ter strohneli. Bi bilo naše življenje nesmiselno. Zato je osrednja v naši veri vera v večnost našega bivanja in v to, da tudi smrt nikakor ni konec, temveč da je pravzaprav polnost našega življenja in dokončni smisel. Samo to, bratje in sestre, dela človeka namreč odgovornega sredi tega sveta. Če živim za jutri na tem svetu, potem sem pač toliko odgovoren, koliko preračunam, da je treba. Na kalkuliranje pa se sorazmerno dobro razumem. Če pa gledamo življenje v duhu današnjega praznika in Jezusovega vstajenja ter njegove zmage nad smrtjo, potem pa je naše življenje večno. In potem pri odgovornosti ni nobenih kalkulacij več. Je odgovornost v slehernem trenutku vsakega izmed nas neskončna. In prav tukaj nas, bratje in sestre, s tem, ko nas Jezus usmerja v večnost našega bivanja, tudi zelo močno postavlja odgovorno ta svet. Samo v luči večnosti našega življenja je človek sposoben odgovornega ravnanja na tem svetu. In to nam prinaša današnji praznik. Zato krščanstva brez vere v večnost ni.
bratje in sestre,